Dobro jutro. Leonard Cohen nam poje v ozadju Dance me to the end of love. Ja, zaplešiva do konca ljubezni, naj z ljubeznijo plešem do konca. Naj ljubezen, tu in tam, tako in drugače. Mi smo tu razumeli ljubezen do enega, ljubezen do kužkov, ljubezen do, ampak ljubezen je nekaj mnogo večjega, je en magnetizem, o katerem smo govorili mnogo. In ljubezen kot taka je zmagala na generalnem nivoju že pred časom. Zaradi tega sem se jaz upal napisati in izjaviti, da zlata doba je že tukaj. Ker ljubezen je zmeraj zmagala. Vse, kar je ostalo zdaj samo še na vsakmu posamezniku. Kaj si bo izbral? Si bo dovolil odpustiti, si bo dovolil spremeniti pot, si bo dovolil prepustiti ljubezni še bolj kot do zdaj in z njo zaplavati in ji dovoliti, da gre skozi njega. Zdaj v bistvu delo na sebi se mi zdi en tak neprimeren izraz, Kekec ni nič delo na sebi, on je samo bil. Predvsem pa ni dovolil oziroma ni imel v hribih tam gor vpliva negativizma, kajti negativno, vse kar je negativnega v naših življenjih je umetno, sproducirano. Zakaj lahko tako trdim? Zaradi tega, ker pleme ima svoje lastnosti in negativnost ni plemenska in plemenita lastnost. Ja? Negativen je bil Satan, ta nasprotna stran, ta narcistična, škodoželjna, pohlepna, kako sem že napisal, čakaj, tlele sem napisal krasno, lažniva, prevarantska, lopovska in zavajajoča ekipa ljudi, ki je delovala pač na tak princip, kot je pač delovala. Zdaj mi smo pogruntali, kako oni funkcionirajo, kaj so njihove lastnosti, pogruntali smo, kaj so naše lastnosti in kako mi funkcioniramo. Marsikdo od nas se je počutil osamljenega, kot da je z drugega planeta. Zdaj pa počasi ugotavljamo, da nismo tako zelo osamljeni, da smo še, nekaj pa je še takih ljudi, smo pa bili konkretno in dodobra razdeljeni in razseljeni. Vkolikor smo se uspeli spoznati, je ta sila negativizma poskrbela, da smo se med sabo skregali oziroma da smo drug o drugemu mislili slabe stvari. Pač skregali so nas med sabo, saj nismo vedeli, zaradi tega, ker smo delovali iz sebe, iz plemenskosti, nismo na kraj pameti, nam ni prišlo, oziroma kognitivna disonanca je prišla pa rekla, pa saj ne morejo biti ljudje tako zelo negativni, ne? Ja, žal, so ja, in nič hudega. Pa ne bojo, ampak naša lastnost, oziroma naša naloga pa je, da vzdržujemo to, kar je naše, to, kar je v nas. Tisto plemensko in to ni za vredno nekoga posmehovanja, kot so nam dopovedovali, ampak je to več kot precious, ne? Precious, kako se to prevede, ultra vredno. In sreča in blagor in hvala vsakmu, ki je vzdržal svoje moralno-etične lastnosti, svojo čistost znotraj tega negravžnega sveta. Ampak okej, prišli smo do konca časa, stvar je prišla do konca, mogoče, da se vrnem na to, kar sem omenjal, nikomur ne slediti, nikomur ne sledi, nikomur ne verjemi. Ja? In tudi korona sama nam je dala te scene. Ne moš verjeti ne enim, ne drugim, ne tretjim. Jaz sem recimo Oshota ful rad prebral, njegove misli, zapise. Nikoli me pa ni potegnil, da bi vzel neko knjigo pa rekel, kaj pa Osho uči, ne? In zdaj pride ven, da Osho je pa ekstra baraba, ne. Pač lažni glasnik, ne, lažni prinašalec luči, oziroma po naše farizej. In ni nič boljši od Dalaj Lama, vsi imajo za sabo te svinjarije pedofilske
In Dalaj Lama je bil ujet, ker je nekemu fantku jezik tlačil v gobac, v usta. In zdaj javni televiziji oziroma javnim medijem on pravi, se opravičujem, zdaj je pa vse v redu. A bogati, a opravičil si se? Aha. Jaz sem se tudi opravičil davčni upravi in ne bom več plačal nič. Se opravičujem, nisem vam nič plačal, tako da je vse v redu, ne? Ali kako to gre zdaj? Najbrž da ne, najbrž da jaz spadam kam drugam po njihove filozofiji. Dalaj Lama je pa le rdečo tuto nosil pa igral špilov, bom rekel, navidezno opozicijo. Včeraj sem se nekaj zmotil, pa sej veste, o čem govorimo, ne? Ti lažni glasniki se še zmeraj hudo oglašajo in kričijo. Nihče ne govori pa govorijo o ful stvareh, ki so narobe. Jaz se strinjam, v bistvu na tem svetu niti ena stvar ni bila prav, tista, ki je bila nastavljena strani inštanc, organizacij in ne vem kaj. Prav so tiste stvari, ki so v nas. Kaj sem hotel reči? Viš, kaj sem se zgubil. Nič ni bilo prav, In lažni glasniki tudi na slovenskem prostoru, v slovenskem jeziku, razlagajo o nepravilnostih, kako je tam narobe, kako je uno narobe, kako je tam narobe. Drži, vse je narobe. Ampak dajmo se dotakniti ene in edine in osnovne greške tega sveta, da ne rečem virusa, ki raste in je rastu v zadnjo poru vsakega člana te družbe. In to je narcizem. To je satanizem, narcizem, negativnost v ljudeh, pomanjkanje ljubezni oziroma prodanost svojih moralno-etičnih načel, jih prodaš in delaš stvari narobe, torej v istih sapih delaš proti svojemu plemenu. Če si te dejanja počel, si kaj? Da, odgovor je pravilen, si izdajalec. In izdaja je nekaj, kar je že davno bilo, pa ne rabi biti niti napisano. Tisti, ki mene izda, je najmanj, kar je odrezan iz mojega sveta, torej na totalni distanci. Sicer pa se je z izdajalci obračunalo kar s trdo roko, Torej, če si nas izdal prvič, nas boš izdal tudi drugič in da se temu upremo oziroma da se temu izognemo, eliminiramo tebe. Tole v ozadju je Imani, ki je zame bila do pred kratkim vrhunska, naša plemenska, naučila me je ogromno stvari in ta dotični komad pravi slow down, umiri se, vzemi si svoj čas, vse bo v redu in ti si boš odločil, na katero stran boš stopil. To ona razlaga, take it easy, počasi. Mi smo vsi živeli v hrčkovi derki, ki nam ni dopuščala se umiriti in se skalibrirati, se ponastaviti in v bistvu živeti v svojem obilju. Tukaj sem najdel eno fotkico, čakaj, da zdaj ta moj program, veš, kaj je človek za vse sam, zdaj pa kaj ne znam vmes jaz. Znam. Čakaj, bom jaz takole dal, evo, tale je ta prava. Tvoja definicija je obilja. Lahko vključuje prostor, ki ga imaš v svojem življenju za počitek, za pomlajevanje, za popoldanski počitek, za to, da si lahko vzameš dolg dopust oziroma dolgo pavzo, prakticiraš mirnost in delaš nič. To je obilje, kaj ne? Da lahko ti pospiš, da imaš svoj mir. Pa mir je naše osnovno stanje. In mi nismo si vzeli časa za svoj mir. Jaz sem naredil pogumen korak novembra leta 2021,
ker sem rekel, jaz tega ne grem več, torej službe konvencionalne, jaz to ne morem več in zihar obstaja bolj drugačna pot za mene. In rabil sem, saj sem vam že večkrat rekel, 4-5 mesecev ali pa celo 6, da sem skalibriral sam sebe, umiril, da sem se najdel, da sem se povezal z univerzumom in samim sabo. Od tam naprej pa poznate mojo potko. Vsak dan sem z vami na več načinov, ker se trudim zbuditi plemenske lastnosti, nas spomniti, kam pripadamo, kdo smo, kaj želimo, da poiščemo naše lastnosti, odmaknemo vse, kar mi nismo, torej tisto, kar je bilo programirano v nas na dnevni bazi od prvega dneva življenja, da to odmaknemo, se odnaučimo vsega tega in od spodaj zagledamo ta diamant, ki se mu reče pravi jaz. Ta biti, ta duhovni del človeka, ki je čist, ki je meren, ki je navihan, zvedav, raziskovalec in želi vsem vse dobro. To imamo vsi noter v plemenu, to isto lastnost in tudi želimo si pomagati in prav je, da si pomagamo in si dajmo še bolj, ker svet prihaja do točke, kjer bo mrzel tuš oplajhal vse, ki so zdaj gledali in delovali napačno. Nekako se bodo mogli soočiti sami s sabo in konec ne bo za vse, o tem smo se tudi že pogovarjali, da nekateri ne bodo speljali in se bodo želeli umakniti iz tega sveta. Vsak bo izbral svojo stran, vsak bo naredil svojo izbiro. In te izbire moramo spoštovati, tako enih kot drugih. Tisti, ki se bo odločil, da gre z nami, spoštujmo to in mu damo roko. Tisti, ki se bo odločil, da ne bo šel z nami, mu se od njega poslovimo, no hard feelings, brez čustev v kontekstu, zdaj mi je pa hudo za tabo. Tle mu nič ne pomagaš, ne njemu, ne sebi, če se je tako odločil, mu pomahaš. Prav? Ker ne moramo na nikogar vplivati, nobenega ne moramo na silo prebujati, nobenemu ne moramo in ne smemo siliti odločitve in izbere, lahko pa svojim lastnim zgledom pokažemo, kaj je plemensko življenje. Poglej to mucko zadaj, ona je tudi del plemena, ker pleme je nič drugega kot popolna sinhronizacija s tem, kar je naravnega. In satanizem, negativizem in narcizem je vse to zaveral, umikal, ubijal. Mi smo gledali žalostne slike, kako nam uničujejo vodo, kako nam odrežejo drevesa, kako nam naravo iznakazujejo. Ampak nekaj to so oni, so pa strokovnjaki za les. Jaz se tle čudim, leta 2014 smo imeli Mižledolom in snežniški gozdovi so eni, pa kočevski so eni bolj neokrnjenih, bogatih in tako. In od 2014, torej že 9. leto, vozijo kamioni ven materijala vsak dan od 4 zjutraj pa do 4 popoldne, kamioni kar v eno. In noro pri celi stvari je, da mi je bilo en čas še jasno, da jih odvažajo iz Snežnika proti ven, kam, ne vem, verjetno proti Avstriji po neke štempilke. Nazaj pa so vozili prazni kamioni, zdaj pa zadnje leto ali pa leto pa pol, pa gledam, pa vozijo kamioni polni ke in polni nazaj, pa pol grejo prazni ke, pa prazni nazaj. Mislim, največja gužva na cesti je strani tovornjakov, ki vozijo les, naj si bodo polni ali pa prazni. Mislim, veš, ti transporti niso poceni, ne? In mnogo teh kamionarjev je firm, ki se ukvarja s tem, kar konkretno povečalo svojo floto, se reče flota, ne, najbrž kaj drugače, ampak vozni park, ne. Tako da precej noro je, kaj dela z našim lesom, kaj imamo mi od tega.
kam to gre. V Cerknici je bila tovarna Brest, ki je zalagala celo Jugoslavijo, glih zaradi tega, ker je imela v bližini snežniških gozdov razrez. Do Cerknice je imela še 2 fabriki in od Cerknice naprej je imela pa še mlin, s katerega so delali pa iverne plošče. Največja fabrika v Sloveniji, v Jugoslaviji, za izdelavo ivernih plošč. Vse to je valjda sistem pohlepa in satanizma uničil, valjda itak da je. Ampak dobro, zakaj sem se zdaj kaj spustil? Če pa je v bistvu vsega tega konc, ne? Vsak posameznik bo mogel rešiti. Jaz sem si par stvari pripravil, nikomur slediti. Pa bom se na tole vrnil, nikomur slediti, da smo rekli, Dalaj Lama je svinja, ne? Pa imam tudi tle še njegov kvot, ga bom dal, nimam kvota, ampak imam to, kar je zdaj, bom rekel, aktualno v novicah. Dalaj Lama dal jezik noter in zdaj se mu je opravičil za incident. Ne? Grozno, ampak če ne bi po spletu zaokrožil tale posnetek, ne, pa se ne bi bilo treba nobenemu opravičati. In dajmo si zapomniti, oni se niso opravičevali nikomur, dokler mi nismo za njihove svinarije vedeli. Svinarij so pa nakuhali ogromno, v našem podzemlju, v vseh teh rovih je bilo svinarij nebroj in oni smatrajo, da če se opravičaš, je vse okej. Ne, kar na sodišče, pa boš ti se tam opravičil, pa za to svojo ostudno dejanje tudi odčičal ali obvisel ali kakorkoli, ne vem. Kar pripada, kajti Justice Day is coming, dan resnice in pravice je tukaj. V našem življenju je bilo zmer tako, da je zmer obstajal en Peter, da se te odreče, en Juda, da te izda in en Pilat, da te obsodi. Ja, vedno, tudi zdaj. Naša naloga je nadaljuj s tem, da greš naprej. Ne se ustaviti pri teh stvareh, ki nimajo nobene fore. Vi se kar zaradi mene odrečete, mene se je odreklo mnogo ljudi, da ne bo pomote. Ampak nekih drugih mnogo se me pa ni odreklo, se pa z mano strinja in prav je tako. Nekdo, ki me izda, zmeri se, mislim, mene je izdalo mnogo ljudi, največja izdaja pa je bila strani tistih, ki so bili najbližje, torej sami lastni starši so me izdali oblastnikom, ne? Pa sem se usedel za pol leta na Povšetovo. Super, krasno, še dobro, da sodelujemo. In jaz sem mogel iti čez to, da jim oprostim sam, in ako je ta, bom rekel, vzgib za izdajo bil enak kakor do kogarkoli, ki izdaja nedolžne ljudi. Ne? Ampak nisem reagiral in to je tudi edino pravilno. Tudi en Pilat obstaja, da te obsodi in ja, ljudje so nas obsojali za našim hrbtom na osnovi lažnih izjav, lažnih predstav o tem, kdo smo. Ne? In z našim hrbtom se je zgodilo mnogo stvari, za katere mi sploh ne vemo, in če bi mi vedeli za to, bi delovali drugače. Ampak, tle upam, da se mi pokaže glih ta prava, evo, the best, glih ta prava. I had to make you uncomfortable, otherwise you never would have moved. Je rekel univerzum. Torej, morala sem te narediti tako, da ti je nelagodno, sicer se nikoli ne bi premaknil. Podpis univerzum. Ja. In univerzum se podpiše še pod eno izjavo, ki pravi umaknil sem nekatere ljudi iz tvojega življenja, kaj ti ne veš, kaj oni govorijo za tvojim hrbtom. Njihove besede sem slišala jaz in jih umaknila. Univerzum. In nisi izgubil nobenih ljudi v svojem življenju, kako že, umaknila sem ti jih, zato da boš lahko našel sebe. In spet podpis univerzum. Dajmo razumeti, da se nam stvari ne dogajajo naključno, da je vse z namenom in osamo nujno potrebujemo in univerzum nam pri tem pomaga, da se ne rabiš nobenemu opravičevati, zakaj zdaj neki. Vse to gre avtomatsko in spoštujmo te odločitve univerzuma in nič na silo. Vse je tako, kot mora biti. Sam sprejmi in pojdi.
In te smo nazaj na definiciji. Ok, to sem vam pripravil za zdaj pa moram to ugasniti, ne? Pa še to. Škaj človek je tonc, producent, režiser, scenc, kamerman, montažer, mikser, no, video mikser, pa še kaj. Pa še kavo sem si mogel sam skuhati. Nimam tajnice, da bi mi kavo skuhala. No in mi se ukvarjamo s tem Q-jem, kaj Q gor, Q dol. Q nas je mnogo stvari naučil, kdor vam razlaga, da je Q grd, ga kar pomirite, pa mu rečete, to je tvoja percepcija, moja je drugačna, vse štima, kot želiš. Q je mene nekaj naučil, predvsem spraševanja, predvsem povezovanja pikic med sabo, ne? To je mene Q naučil. In zakaj sem hotel sem zapeljati? Ja, in Q deluje v ozadju in pospravlja tisto, kar je za pospraviti generalnega. Ne? Zdaj sem jaz 3 teme nastavil, pa nisem niti prve končal. Ampak dobro, zdaj končujem počasi, ja, počasi. Nikomur ne slediti. Ošo pa Dalaj Lama sta primer, da ne smeš. Naši lažni glasniki jih boste prepoznali po tem, da po končanem videu niste umerjeni, da ste še bolj nadrkani, da ste pravzaprav še bolj besni, da zdaj morate nekaj narediti, neko peticijo podpisati, neki kis kuhati, kaj vse morate vi, ko poslušate te lažne glasnike ali pa jih berete. Torej, ne dajejo vam miru, ne dajejo vam upanja, ne dajejo vam vere v to, da je v univerzalnem svetu vse prav. Spet pazi, to ne pomeni, da se uležeš pa počakaš, da vse mine, da deluješ na sebi iz pravilne smeri. To pa ja, da deluješ na sebi, da odstranjuješ strah, odstranjuješ negativnost, odstranjuješ ljudi počasi in iščeš tisto, kaj je tvoje osnovno stanje, torej mir, harmonijo, veselje, bom rekel, to obilje, o katerem smo se prej pogovarjali, ni obilje jahta, pa bajta, pa pol ves čas neko delo okrog tega. Obilje je, da imaš mir, da imaš možnost se pogovarjati s samim sabo in raziskovati samega sebe. In pravzaprav tudi svet okrog. Vendar, slediti je zdaj ena dobra fora, ne? Ta narcistični svet brez lastne... nekako se pa internet se je zgubil. Zakaj pa se je internet zgubil, pa zadnje nimate? Je to možno? Kaj tacga? Mislim, kaj se meni vse zgodi med snemanjem, ne? Kar ni. Internet mi je kar zginil, mislim, a veš, vse pač slučajno zgodi, ne? Ja, da je slučajno, ja. Ampak ni panike, bom jaz internet naredil nazaj. Saj ne vem, vi najbrž niste niti opazili. Jaz sem rekel, da je plemenski svet ne rabi nobenega voditelja. Nobenega, ki bi ga vodil, ker je voditelj znotraj vsakega izmed nas in voditelj je notranji instinkt, prepuščanje univerzalnemu. Mislim, a veš, sej so volkovi v tropu, ampak znajo oni sami, ne rabijo oni nobenega voditelja kot tacga, ne? In naš svet pa je potreboval nekega voditelja, zato da je sploh vedel kam, ker svojo lastno glavo ni znal razmišljati. Celo je bilo treba v kamen napisati, ne laži, ne kradi, ne želi bližnjega žene, in 11. zapoved, ne deli se neumnega. Tega jim voditelji niso povedali, zato bo treba to bolj jasno nabiti. Jaz razmišljam, da bom nalepke naredil, ne deli se neumnega, oziroma ne delaj me neumnega. Ta se mi zdi tudi zelo dobra izpeljanka. Ti ljudje, ki nimajo svoje lastne pameti, oni so vedno sledili in so rekli maske gor, so dali vsi maske gor, so rekli, pizda, zdaj se pejte cepet, so se šli vsi cepati. Pejte zdaj sem, pejte zdaj kaj, naredi to, naredi ovo in tako so nas furali kazajčke levo desno. Vendar, Q pa White Hati so v ozadju izpeljali operacije, da so odmaknili glavne igralce in jih zamenjali z kloni in dali dejansko igralce noter.
In Golob in Uršika, nista nič noben ta prav liderski par, ampak sta igralca. In zdaj vsi capljači capljajo tako, kot ona dva gresta. In ta dva igralca, ki sta nastavljena strani Q-ja, jih peljeta kam? V Kozji Rog, kjer povratka nema. Okay? In to, kar zdaj opazujemo, je zadnji ples, ki ga plešejo vsi sledilci. Ja? Sledi, kar sledi, ja, kar dej, sam pazi, ker se boš na napačnega napopnil, te bo na napačno smer odpeljal in zate je lahko to pogubno, to sledenje. Mi se učimo ves čas, da moramo slediti sebi, da moramo poslušati sebe, razumeti, kaj je naša osnovna biti. Ja? Pa zdaj boste rekli, ja, pa se nič ne dogaja od zadaj. Ja, pa se, zelo močno se dogaja in mnogo ljudi hoče imeti neke dokaze, o tem, a se dogaja ali se ne dogaja. In ker imamo v plemenu pomočnike, očke in pomočnike, znamo marsikaj očiti in tlele nam je Janez Najdu posnel to, kar on večkrat vidi, zdaj zvoka vam ne bom dal, zaradi tega, ker vam bom pokomentiral. Tle vidimo policijski avto. Za policijskim avtom bom jaz probal takole malo pripeljati počas. Za policijskim avtom, ja, klinca klanca, moram dati play. Se pokaže, šjakala. Moment, ne vem, če ste videli, ampak bomo dali od začetka. Evo. Torej, policijski avto, za njim gre karavan, nek črn karavan, pa tale SUV, tale Toyotka, pa za njim gresta dva pravosodna avtomobila. Jaz ne vem, zakaj je meni tole noče takole počas. Prvi pravosodni kombi, ja, pa drugi pravosodni kombi, pa črn BMW. Še enkrat, torej, policijski avto, karavan, SUV, pravosodni in pa BMW. Tole je ena taka kompozicija, ki se jo vidi po Ljubljani in po Sloveniji večkrat. In to je eden tist, ki je z našega plemena, oziroma ki ima oči odprte, reče, kaj pa se tole prevaža tako pogosto, ne? To je naloga naših Q-jevcev, ki v ozadju odvažajo to gamat genocidno, izdajalsko, tja, kamor jim je mesto. Mnogi od vas ste in smo spremljali in še spremljamo Jumo in Trentona, pa da ne bom jaz pretirano zdajle iz glave govoril, ker ga zdajle pa 2 dni res nisem pogledal, če je Juma še vedno v reki, ampak ne boste verjeli, je in Juma in Trenton, mogoče dam takole, torej te dve zeleni piki sta v, šment, slabo, zeleni ladici sta v pristanišču v reki, oziroma v suhem doku, kjer je kao remont delajo, najbrž, ja. To so vojaška sodišča, tam jih poštimajo in tako, pa to ni spet nič novega. Skratka, nekaj se dogaja v ozadju in odpeljani so glavni igralci, nastavljeni so novi igralci strani Q-ja, ki peljajo to četo neumnih sledilcev, ki upajo, da jim bo zdaj nekdo rešil, grejo zdaj vsi caplajo v ta Kozji Rog. In prav je tako, hvala Bogu, naj odcaplajo, ker jim je mesto in moj velik aplaus in poklon. V isti sapi bi rad vam povedal, da je svetloba že zmagala in da generalno se ni česa bati. Vsak mora pri sebi, tisti, ki je že stopil na pravo duhovno potko, da to še pojača, da še osvetli, ozavesti, začne živeti, ker mi pravzaprav res nismo znali živeti. Mi se bomo zdaj šele začeli učiti živeti življenja v obilju miru, v obilju lepega, ja, pozitivnega. Patenti prihajajo ven za brezplačno energijo, za hrano, vse te cene bodo padle na minimalac, vse, kar je strupeno, bo zginilo iz naših polic. Predvsem mogoče tudi na način cenovni, mogoče boste malo tudi sami pozorni, da že postajajo določene stvari, ki niso dobre za nas, precej dražje. Torej meso že dobiva enormne vrednosti in tako. Pa dobro, vse stvari, ampak predvsem tisto, kar ni zdravo za nas, se ne bo človek mogel več privoščiti.
Bom tlele še tako vsajene programe, ki so negativni, ne? V nas so usadili negativne programe, vse to moramo mi iz sebe odstraniti, mic po mic, vse dati stran, ker ni potrebe, sicer se borijo kalevi, da bi nas strašili in devali v negativo, pa jim hvala Bogu ne uspeva dosežiti naše notranjosti, mnogo izmed nas to več ne gane. Ne gane me, ne? Valjda. Skratka, moramo jih prepoznati, pa odstraniti. Tole je negativno, stran. Jaz sem rekel, bodite optimisti, tako, optimizem, zdaj pa šla pa ena negativna. Hop, stran, ta je bila naučena. Treba je biti awareness, dovolj pozoren, da jo zaznaš, pa rečeš, ne kupam, tale ni moja. Tako in zdaj v bistvu reši se, kdor se more in kdor se hoče. Vsak bo izbral, ali se bo hotel prepustiti tam pozitivnim stvarem, ali bo vztrajal na negativnem, oziroma na pohlepu, na vzdrževanju ega, na ponosu, na virtualni moči, ki jo imajo nad ljudmi, so jo imeli, mislijo, da jo imajo, vendar to ne funkcionira več, kajti če smo čisti iskreni, če se spravite v kontemplacijo, smo čist vse dovolili sami. Ker rečeš enkrat ne, je dovolj in ne je ne, se ga moraš še držati in se v tebe negativno ne pride. To je to. Zdaj, negativno so dvigovali v nas občutke, ena izmed teh je lažna obsodba. Ne? Nekdo ti je rekel, ti si pa meni zanč prevrnil. Nisem jaz te prevrnil, dej boš zdaj govoril. Saj vem, da si ti prevrnil. Alo, nisem stari. Ne? In tako so te znali pripeljati do točke in on je tu vztrajal, pri tem pa zdaj sem dal mogoče slab primer, ampak tako so te obtožbe šle tako daleč, da je nekdo nekoga nagobac. In tam, se pravi, to je bila vse provokacija, da se je dobila reakcija. In čim je bila reakcija, si bil pa takoj pa vsega kriv, oni so pa igrali žrtvu, pa nič krivi, ne? Klasika. In tudi zdaj ta šolski pretep dvignil precej prahu, ki bulerajo eno punco, ne vemo vsega, ne vemo ozadja, vsekakor to nesprejemljivo, ampak kada je bilo pa sprejemljivo, ko so pa policisti uno punco vrgli z avtobusa za časa korone, ker ni tele dati masko gor, tisto je bilo pa kar v redu, se je pa policaj povedal, on pa je le neka avtoriteta. Navaden majmun, idiotski opran možgan, tle so mu dali 4 čine in mu je ego zrastel na milijon. Pa vsi so tako narejeni. Vsi na položajih moči so v bistvu zelo oprana teleta. Sorry, ne vsi, no. A veš, tle me YouTube, če rečem, da niso vsi, pa me ne boš zbrisal. Mende. Ne bom govoril o ranljivi skupini telet, ne o tesanih, neukih, nerazgledanih, primitivnih, ki so dobili uniformo in so se šli moč, avtoriteto. Jaz, lahko ti pa ne moreš. Tle smo nabili znak, da se peleš 30, ti si šel 32, plačaj kazen. Ne, mislim, brez vsake tolerance in pač v plemenu te stvari ne grejo tako, čist simpel so. Pleme ne rabi nobenih papirjev, nobenih pravil, ne nič, tako kot talja Pujšek žadi, ne rabi nobenih pravil, kako more živeti, ne. Pa če radi, lepo si mora imeti, ne, to je vse. In mi smo glih toliko pomembni, kot ta Pujsek ali Flamingo ali pa Regrat ali pa Marjetica, ne. Govorim o pomembnosti. Smo pa veliko bolj sofisticiran ustroj na tej zemlji, imamo telo, ki ima pa pravzaprav vsako telo, vsak živ organizem verjetno ima možnost samo ozdravljanja. Ne? Sej kiti niso prav bolni, ne? Dokler jih ne zastrupiš s kemikalijami. Tako, tle s kemikalijami pa je poškodovanih mnogo ljudi, to pa ne rabimo zdaj prav pretirano biti brihtni, da smo opazili, ne? No in ti primitivni ljudje so v bistvu pripeljali to zgodbo tako daleč, da so oni prizadeti v bližini nekoliko bolj razgledanih pa inteligentnih ljudi. Pa ne gre za inteligenco, gre za razgledanost, pozornost, odprtost in tako. Oni so prelagali odgovornost vedno na nekoga drugega, nihče ni bil za nič kriv, kaj šele, da bi za kaj odgovarjal. Hvala Bogu, je svetloba zmagala in temu je prišel konec. Ne bomo več
dovolili, da grejo ljudje kar brez odgovornosti, če se podpisal pod to, da se podre ono in ono, uniči to in to, proda tisto in tisto, potem je za tebe potrebno najti neki, mislim pa, če si zamočil, pa je treba neko odgovornost vam prepeljati, ne? Od nas so zahtevali odgovornost, oni jo niso igrali, no, igrali, oni jo niso upoštevali in čas je, da se temu naredi konc, ne? Saj vemo, koliko nepravilnosti smo ujeli in tako. Ampak ja, svetloba je zmagala, zdaj je samo še na vsakmu posamezniku, koliko se bo prepustil, šel naprej in na tistih, ki se še niso niti odločili, je na tom, so v točki, da se odločijo in sprejmejo odločitev. Mi smo jim pripravljeni pomagati, vsakmu plemenskemu človeku, ki je zaglajzal, ki je začel delovati narobe, vsakmu, vendar odločitev mora sprejeti vsak sam. Dragi moji, imamo 35 minut, dosti je za danes, jutri naprej, ker zdaj bomo kar, pripravite se, bo kar gužva, kar vsak dan bo nekaj moglo priti, ne? Če ćemo speljati. In to bom rekel normo, ne? Ker smo si jo zadali. Družbica, bodite prečudovito, ljubljeni vsi, že skozi, že ves čas, zabavajte se, kastrela, izkoristite dan, bodite v obilju, miru, predvsem pa ljubezni. Držite se. Čau, čau.